Se vas prav lepo pozdravljam, vse, ki ste se udeležili današnjega dneva odprtih vrat na Študijskem centru za narodno spravo. Med nami pa toplo pozdravljam dr. Katarino Kompan-Erzer, psihologinjo, psihoterapevtko in profesorico, avtorico več monografij in tudi znanstvenih člankov z področja teorije navezanosti, razvojne psihologije, nevropsihologije, razvoja družine in psihoterapije. Njeno področje poučevanja pa vključuje tudi delo s skupinami ter terapevtsko in svetovalno delo. Na Študijskem centru za narodno spravo smo z dr. Katarino Kompan-Erzer že večkrat sodelovali na posvetih pri objavi znanstvenih prispevkov, tokrat pa smo posebej počaščeni, da se nam je odzvala na povabilo ob dnevu odprtih vrat. Mogoče za začetek v duhu tudi mednarodne konference, ki smo jo imeli prejšnji teden. V teh dneh obeležujemo 80-letnico konca druge svetovne vojne. Ob tem se še posebej zavedamo, da se je vojna sicer uradno zaključila z kapitulacijo Nemčije, pa z njim, ko so se končali vojaški spopadi na bojiščih, njene posledice pa so ostale zapisane v življenju ljudi še dolga desetletja. In za slovenski prostor še posebej je očitno, da se je po končani zmagi nad nacizmom v vsej svoji brutalnosti nadaljeval komunistični, revolucionarni oziroma totalitarni režim, ki je svoj obraz pokazal že takoj na začetku vojne leta 1941 in se z nič manjšo intenziteto nadaljeval po koncu vojne. Tukaj imamo v mislih predvsem obračun s tisoči izvensodno pomorjenih Slovencev takoj po vojni, potem najhujše oblike obračunavanja z nasprotniki v prvih letih tako imenovane svobode in pa desetletja trajajočega enoumja, ki je poseglo tako v posameznikovo življenje kot v skupni javni prostor. Vse te tragične podobe pritiskov, nasilja in ustrahovanja so se zarisale v življenje ljudi, ki so doživeli vojni in povojni čas, ter so se prenesle tudi na njihove potomce. In prav o tem bo tekel pogovor z današnjo sogovornico, dr. Katarino Kompan-Erzer. Pa mogoče na začetku vprašanje, govorili bova o travmah, pa me zanima, kaj travma sploh je, kdaj začnemo govoriti o travmi, v čem se v bistvu razlikuje od nekih splošnih bolečin, ki jih vsak od nas ima, pa to še ni travma. Mogoče nekaj za uvod. Ja, to je ključno vprašanje, ne? Ker ena stvar, ko jo je treba vedeti, je, da travma ni v dogodku, ampak v doživljanju. Pomeni raziskovalcev, kot je Gabor Mate ali pa podobni, ki se res ukvarjajo s travmo desetletja, ugotavljajo tako ali pa so postavili na neko opredelitev, da travma je tisti krizni, težek dogodek ali pa izkušnja, ki bistveno presega zmožnosti posameznika, da se soočati s takimi izkušnjami. Zato lahko za bolj ranljivega posameznika že majhna, manjši krizni dogodek doživljen kot traumatičen, medtem ko za zelo močne pa povezane posameznike lahko tudi zelo hud dogodek netraumatičen. Zdaj, traumatično pomeni, da ga zavestno ne zmoremo sprocesirati. Kar pomeni, da se izkušnja, ki je tako močna in tako preplavi prav celotno telo s stresnim odzivom, da se direktno piše kot avtomatičen telesni odziv. Pomeni, ni možnosti, da bi z zavestjo, s pogovorom, s kakršnokoli takratno izkušnjo uspeli toliko na živo predelati, razumeti, osmisliti in si ovrednotiti to izkušnjo, da nam ne bi se usedla na telo. Kar pomeni, če se nekaj usede v ta implicitni spomin telesni, pomeni, da se bo vsakič na neke podobne situacije, na podobne namige sprožil celoten telesni odziv. To pomeni hude nočne more, flashbacke, pomeni podoživljanje travme, zamrznenost. Recimo, že, kaj zvem, mi, ko smo kot otroci poslušali kakšne zgodbe, kaj se je kje dogajalo, jasno, na tist kraj ti ne greš. Nam so tako
ubijalo glavo tega svetega Urha, jaz v življenju tam še nisem bila in tudi ne grem, ker mi slabo rata, sem da pomislim. Pa sploh ne vemo, kaj je bilo čist res, tako v resnici. Ali pa iti v Kočevski Rog, ja, je čudovit pragost, ampak iti tja je neka stiska, ker ti veš, kaj se tam dogaja, pri tem, da moja družina prav s to konkretno travmo ni bila zaznamovana. In če si predstavljamo, da nekdo, ki je pa bil neposredno udeležen od takega dogodku, vsakič, ko ne samo, da pomislim na Kočevski Rog, že ko vid smreko, ko vid drevo, ne vemo, kaj čuti. Nekdo, ki je po drevesu lezel ven iz jame. Jaz ne vem, kaj doživi, ko prime deblo nekega posekanega drevesa. Ampak so taki drobni detajli, drobne besede, spomini, kraji, karkoli teh čutnih vnosov, ki prebudi celoten telesni odziv, kakršen je bil takrat. Zato, ker če mi hočemo preživeti nekaj tako grozljivega, takrat jasno v kriznih razmerah človek funkcionira, večinoma. Tisti, ki je preživel, je takrat funkcioniral, ni čutil nič. Ali pa v smislu, se ni mogel ukvarjati s tem, kako se zdaj počuti, pa kaj misli. Ne, vidiš deblo, lezeš in bežiš. In hvala Bogu, da te čustva pri tem ne ovirajo preveč, ampak čustven odziv telesni je pa ves čas prisoten in se na ta način utrdi. To je tisto, kar loči travmo od netraumatičnega doživljanja, je to, na kakšen način ostane zapisano v telesnem spominu ali v zavestnem spominu. Potem delo s travmo kasneje pomeni počasi, takrat, ko se prebujajo delčki tega telesnega spomina, ga ovrednotiti, izjokati bolečino, se soočati z gnusom, sramom, grozo, žalostjo, bolečino, vse, kar je teh čustvenih vsebin, ki sodijo k takemu dogodku. In takrat je pomembno, da imamo varen odnos nekoga, ki ima prostor, čas, ki zna z glasom, z vsebino ustvariti eno okolje, v katerem je možno pri zavestni pozornosti, pri polni zavesti začutiti delčke tega spomina. To je delo s travmo. Saj mogoče prav, to bi bilo tudi izhodišče za naslednje vprašanje. Na Študijskem centru za narodno spravo snemamo pa zbiramo pričevanja. In tukaj se velikokrat srečujemo z zelo bolečimi zgodbami ljudi, ki so preživeli ta vojni oziroma povojni čas. To so boleče družinske, osebne zgodbe ali pa zgodbe njihovega okolja, v katerem so živeli takrat. Pa se včasih pojavlja vprašanje, koliko naj človek izpovedi svoje bolečine, ali je dobro, da ga pri tem spodbudimo, da mu svetujemo, da govori, ali je bolje o travmah molčati, ker včasih pride do tega, da rečejo, ja, samo stare rane odpiramo. Ali je pametno na tem graditi, ali je bolje molčati? To je tudi eno ključnih, tudi terapevtskih vprašanj, bi rekla. Tako kot eno prispodobo, kako je z starimi ranami. Če je rana čista in zaceljena, je ne odpiramo. Če je pa na hitro se zaprla in je se začela spodaj gnojiti, potem pa moramo odpreti, če hočemo preživeti. In pri travmi je tako, da imamo več različnih oblik pripovedovanja o travmi. Eno je, da povemo samo zgodbo, brez čutenj. Tak način govorjenja sicer ohranja neko, rečemo, narativ, neko zgodbo, ampak ne pomaga k predelavi. Je samo pomemben vir informacij za ostale, ki bi želeli priti do tega, kaj se je zares dogajalo. Pač neko, rečemo, klasično navajanje zgodovinskih dejstev, recimo. Drugo je pripovedovanje, kjer mi vlečemo travmo iz ljudi, pa daj spomnim se, pa kako je bilo to, pa koliko je bilo pa res grozen, pa ali lahko malo te grozi, to je tisto, česar se ne dela. Zato, ker je pri travmi ključna stvar, da je ne vlečemo na plano, ampak da pustimo, da pride. Ampak takrat, ko pride, ji moramo dati pa čas in prostor. In pustiti, da pride na dan čim več. Kako se sprašuje o travmi, tako da se išče te čutne vnose, ki so bili takrat. Kjer letni čas je bil.
kje smo bili, v katerem prostoru, kdo je prišel mimo, kako se je ta otrok počutil, ko je slišal to kričanje. Kako je, tako na tak blag način in še ena, mogoče najbolj taka kuharski recept, kolikor čutenj se v tem pripovedovanju prebudi, toliko čutenj smo mi kot poslušalci ali pa kot spraševalci dolžni potem zregulirati, pomiriti in dati pomen človeku omogoči, da jih vključi v zgodbo svojega celotnega življenja in predvsem, da iz teh čustev, ki jih je to blagne energije poraba pri človeku, da vso to energijo, ves ta napor, ki je bil vložen v to, da smo še enkrat prečutili ta grozna čutenja, da pokažemo ali pa da omogočimo neko pot naprej, zakaj nam to koristi, da to mi zdaj vemo. Travmo vleč na dan kar tako za brez veze, da se rečemo, vse smo povlekli na dan in zdaj smo mi rešeni, to se ne dela. Travma vedno, nažalost, vedno prije sama. In ponovadi prije sama potem v odnosih tam, kjer je varno. Zato se je velikrat travma generacije, ki je bila, rečemo, ki ni mogla o travmi govoriti, ker je bila neposreden sprejemnik, se včasih preko tega molka, preko te zamrznenosti teh ljudi, nehote prenesla to vzdušje tega, kako je biti nekom, ki je zamrznen, tok in prestrašen. Jasno, v takem človeku odraščati je precej dramatično. In na ta način se je preneslo. Pač neko vzdušje, ki ni imel neke realne osnove v sedanjosti, je bilo pa čist realno prisotno. In potem se naslednja generacija znajde na takem precepu, pa zakaj vse to toga, če pa zunaj sije sonce in nobenega ne budi? A ne tako v tem smislu, vzdušje pa je tako, da moram bežati. Tako moram bežati, zakaj? Ne, je ena taka zmeda in zato je ponovadi, tako klišejsko rečeno, druga generacija zelo negotova, pa ima zelo nestabilne odnose. Ker nikoli ne ve, kaj res pa kaj ni. In pa tretja generacija, če je prišlo do tretje generacije vnukov, pa ima že možnost malo večje svobode, rečemo čustvovanja, pa iskanja pomena tega, kaj doživljamo. Tudi mogoče malo boljši dostop do staršev, kakor da je imela generacija, ki je neposredno po vojni odraščala. Večkrat omenjate varne odnose, varno okolje. Kaj pa naj bi to pomenilo, recimo za nekoga, ki travmo predeluje, pa mogoče kdo pa je tisti, ki je dolžan te varne odnose vzpostaviti, jih omogočiti nekomu, ki o travmah pripoveduje? Vsi mi smo dolžni ali pa odgovorni za to, da vzpostavljamo, da krepimo varnost. Kaj pomeni varnost? Varnost pomeni prostor, v katerem lahko, tako najbolj prenostalno rečeno, čutiš, kar čutiš, ne da bi ti nekdo govoril, kaj bi moral čutiti, misliš, kar misliš, ne da bi ti nekdo govoril, kaj moraš misliti, zato so totalitarni režimi toliko škodljivi. In tretja stvar, da doživljaš, kar doživljaš, ne da bi ti nekdo govoril, kaj moraš doživljati. To pa ne pomeni, da če jaz mislim, kar mislim, lahko vas užalim. To ne pomeni, da če jaz čutim, kar čutim, lahko enega mahnem, ker pa čutim jezo. Ne, ampak da jaz lahko se zavem svojih čustev, jih povem in ob sogovorniku lahko razumem, zakaj čutim, kar čutim in kaj bom na podlagi tega čustvovanja, recimo kaj mi pove o moji preteklosti, o moji sedanjosti, o mojih odločitvah, o mojih odnosih. In varni odnosi so odnosi, ki zmorejo držati prostor za vsa čustva. Ne pa za vse vedenje, da ne bi se narobe razumeli. Ampak da lahko zares iščemo, kaj je tisto najgloblje, najbolj pristno v nas. In da o tem lahko govorimo na način, ki ni agresiven, ki ni zlonameren, da ohranjamo neko temeljno naklonjenost in gradimo na osnovno zaupanje, da če se bomo začeli pogovarjati, bomo iz tega pogovora dobili neko novo spoznanje, neko novo rdečo nit skozi zgodbe, ki so bile prej razpršene, pa še nejasne. Varni odnosi so taki, da lahko vsak od nas svojo notranjost, svojim doživljanjem vstopa v nek prostor, ki je skupen in kjer ne silimo drug drugega, da bi moral vsi misliti isto, ampak skupaj ustvarjamo neko zgodbo, ki je bolj kompleksna in
bolj vključujoča. Tukaj bi mogoče izhajala iz izkušenj, ki jih imamo tudi na študijskem centru za narodno spravo. Je kar nekaj primerov, ko smo bili spričevalci že dogovorjeni, da se obiščemo, da pridejo do nas oziroma mi do njih. Potem pa je mogoče prišlo do neke, bom rekla, lahko politične situacije, ki ni bila naklonjena dialogu, ni bila mogoče naklonjena tej svobodnemu govoru in so se odločili, da recimo ne bojo povedali svoje zgodbe. Ne? Ali je tukaj tudi naloga države mogoče, da na nekem, bom rekla, širšem nivoju poskrbi za to, oziroma kako vzpostavi pogoje za to, da si ljudje upajo spregovoriti. Včasih so zavore tudi v tem, da nekdo reče, ja, ko bom povedal zgodbo, bo pa sosed slišal, pa ne bi želel, recimo, da smo potem v nekih slabih odnosih za stvari, ki so se nekoč v preteklosti dogajale. Tudi taki primeri, recimo. Ja, verjamem, zato ker spregovoriti o travmi ni samo stvar zunanje varnosti, ampak tudi notranje. Kot je enkrat, vse, kar mi uspemo slišati, da smo izgovorili o svojem doživljanju, o tem, kar smo prej nosili samo v sebi, je tudi za nas bolj res, kako je bilo prej. Pomeni, včasih je tudi ta zunanji pritisk lahko napol mogoče ena taka olajšava pred tem, da ne bi se jaz v polnosti soočal s to zgodbo. Da ne bi bil prisiljen v to, da bi v odnosih se mogoče pokazale še kakšne vsebine ali pa kakšne vsebine, s katerimi se mi jih ne pokvarjati, ne? Zakaj je moral sosed vedeti, odkot jaz sem, pa niti sadik za solato si ne bom mogla več zamenjevati. Ne? Tako pomeni je neko nezaupanje, ki pa je inherentno tudi traumatični izkušnji. Nekdo, ki je bil enkrat traumiran, je absolutno upravičeno, da nikomor ne zaupa, ker ne more. Ni razloga, da bi. In zdaj mi rečemo, zdaj pa ti sam povej, zakaj pa? Kaj mi jamči, da bo moje življenje, ki ga komi držim skupaj, potem še držalo skupaj? Kaj pa, če to, da začnem govoriti, ga bo raztrgalo na kose, pa že 50, 60, 70, 80 let se trudil zdržati. A ne, tudi to je neka, bom rekla, mogoče bolj nezavedna, pa taka organska zadrega in tisto, kar mislim, da je najbolj, pa ne bi si upala reči, da to 100% res najboljše, ampak tisto, kar bi najbolj zavarovalo take pripovedi, je eno globoko sočutje do ljudi v stiski nasplošno v družbi. A ne, dokler pa mi v družbi hočemo imeti hiperfunkcionalne ljudi brez čutenj, potem pa jasno noben, ki ima malo zdrave pameti, ne bo šel v težkih čustvenih zgodb govoriti. Zato, ker to pomeni, da boš rabo več sočutja, več opore, mogoče boš rabo malo prostora, malo časa, malo umika iz te hiperfunkcionalnosti in to se je težko prvoščiti. Tako da jaz mislim, da celotna drža družbe do ranljivosti, do težkih izkušenj, do tega, da bi se res razvilo eno tudi spoštovanje, pa mogoče prav občudovanje ljudi, ki so preživeli hude okoliščine, je tista, ki bo v temelju dvignila raven zaupanja, ki ga mi rabimo, da sploh vstopimo potem po take eno na eno odnose, kjer lahko povemo svojo zgodbo. In se mi zdi, da tudi, če ljudje rečejo, glej, zdaj pa se nisem odločil, je ključna stvar to, da se ne pustite odgnati. Povej, da rečeš, glej, razumem, da ne. Ker ni enostavno in spoštujem to, da ne moreš kar blekniti ven. Ampak zelo dragoceno bi mi bilo, če bi kakšen košček, mogoče pa čez en mesec ali pa jutri ali pa tako, tisto, kar bi bilo varno, ali pa lahko samo napišemo 3 stavke brez imen. A ne, tako, da se počas ustvarjam prostor, kjer ta zgodba dobi možnost, da se razkrije dovolj počasi, da bo človek lahko z njo živel naprej. In kako spregovoriti o teh doživetjih mlajšemu rodu, svojim potomcem, znotraj družine? To je tudi eno zelo tako vprašanje, ko ni recepta, ampak tudi tukaj velja isto. Ne, da poliješ, ne, ker namočiš, da zdaj pa vse veš. Ker ta potomc to že ve.
čustveno potomci že točno vejo, kaj se je dogajalo z njihovimi starši pa starimi starši. Zato, ker je v vedenju teh ljudi, v doživljanju, v tem, kako se v odnosih odzivajo, je vse to not opisano. In pri mladih generacij, sploh pri otrocih, je recimo pomembno, da takrat, ko mi iz njihovega vedenja vidimo, ne vem, da se bojijo starega očeta, da se kregajo na babico, da jim gre na živce starši hoditi na neke dogodke, ki jih ne razumejo, ne, na Mašo v Kočevski Rok, ne bo šlo to vam prezime, kakorkoli, ampak to so tisti vstopne točke, na katerih rečeš, glej, veš, zakaj meni pomeni, da greš ti z mano? Zato, ker če si ti z mano, jaz čutim, da je šlo življenje naprej in da moje preživetje je močnejše, kakor sem je prej. Ni samo sem preživela, čakam, da umrem, ampak ne, sem preživela in nekaj šlo naprej. In verjamem, da boš ti bolj sočuten, kakor so bili ljudje, zaradi katerih je spodal tja. Na ta način pomeni, da se vedno izhaja iz tukaj in zdaj in da se poskuša te čustvene vsebine na nek smiseln pa zelo z sedanjostjo povezan način razkrivati. Zato, ker čustva so pa že tukaj. In mi, če prehitro damo zgodbo, ki ni pripeta na čustveno podlago ali pa na odnosu, o katerih se govori, bo šla mimo. A ne, tako, ko smo mi poslušali tiste zgodbe v osnovnih šolah, v tistih kurirčkih in ne vem kaj, sam nam je šlo na jedra. Ko je skozi ena niste, neko nabijanje. In še zakaj ti meni to zdaj govoriš? Če bi pa nekdo, ne takrat, ko, ne vem, jaz reče, mama, zakaj se ti bojiš iti na avion? Rekla, glej, ker jaz, ko slišam tisto bobnenje onih motorjev, veš, so meni prebudil spomin, ko sem bila čist majhna in je tam bobnelo mimo naše hiše, ne vem kaj, ko so prišli avioni in smo morali teči v klet, zato ker smo se bali bomb. Vam je razumela, moja mama ni neumna, hudobna in me ne mara peljati na izlet, ampak res tega ne more. In ta mama bo rekla, glej, te pa prvoščen, da bi šla z avionom. In bomo naredili tako, da boš lahko šla z nekom drugim, ali kakorkoli. A ne, da se čim bolj poskuša tudi preko te zgodbe razumeti, odkot prihajamo. Ker ni zgodba sama po sebi tista, ki je merodajna, ampak čustva, ki so povezane z njo, moje doživljanje ljudi, sveta, same sebe, ki je povezano s to zgodbo, pomembno. In to morajo otroci vedeti. Zakaj jaz sebe doživljam, kako se doživljam? Zakaj jaz tebi ne upam reči nečesa, kar mogoče ena druga mama, ki te izkušnje ni imela, bi pa lahko rekla? Zakaj jaz nisem tako suverena in rečem, ma seveda, pejt okrog sveta, nič se ti ne more zgoditi? Ker ne verjamem. In ne morem verjeti tega, ker se je zgodilo, ker lahko se zgodi. Ampak razmejiti to, kar je bilo od tega, kar je, in hkrati se učiti iz teh zgodb, da ni zdaj tako iz ene skrajnosti v drugo, ne? Ampak da res eno tako mejo, ali pa da krepimo sposobnost doživljanja, dojemanja in razumevanja pri mlajši generaciji, temu so te zgodbe namenjene. In ne morajo biti dane na prazno. Morajo nekako se pripeti na življenje teh otrok in jim nekako pomagati razumeti, zakaj on to drugače doživljajo kot mi. In da mi razumemo njih, ne, kaj oni prinašajo nam, kako oni vidijo svet in da mogoče njihova podoba je v marsičem dosti bolj sodobna, kakor je naša, in lahko mi na podlagi njihove podobe sveta majčkeno zaupanja razvijamo, ki nam ni bilo dano, in oni lahko na naši previdnosti, na naših izkušnjah začnejo prepoznavati tudi v sedanjosti, ki lahko zaupaš, kaj je varno, kaj ni varno, kjeri so tisti drobni znaki, na podlagi kjerih se lahko odločaš tako, da boš na najbolj širok in, rečemo, kreativen način lahko ustvaril svoje življenje. Zdaj, če se že naveževa na 80-letnico vojne, pa na vse posledice, ki jih je imela, ali obstajajo kakšne analize, kakšne, bom rekla, znanstveni pregledi o tem, kakšne posledice je imela vojna prav tudi na Slovence, recimo na posameznike, na širšo skupnost. Je kar nekaj teh raziskav že je, zdaj najbolj prezentno imam doktorsko dizertacijo od Katarine Možina, kjer je
res na en tak zelo poglobljen, pa izjemno znanstveno korekten način sledila zgodbam 3 generacij. Ona je zbrala nekaj zgodb, kjer so vse 3 generacije pomeni traumirana generacija, otroci pa vnuki, kjer so še živi in je potem preko iskanja teh zgodb pokazala, kako se vsake generacije odpira drug spekter te traumatične vsebine, kako se to prenaša na različne načine iz ene generacije v drugo. Nekje se lahko prenese čisto preprosto, tam, kjer so ljudje najbolj, rečemo, prikrajšani ali pa najbolj grobo traumirani, se lahko prenese tudi preko nasilja, pretirane grobosti v vzgoji, lahko preko zasvojenosti. Pomeni, da recimo ta generacija ni zmogla ali pa ni imela priložnosti ali pa možnosti na nek funkcionalen način ohraniti svojega življenja, ampak je nekako si morala pomagati s temi ne najbolj primernimi sredstvi. Potem imamo drugo generacijo, ki je v globalu, kar se je dalo pogledati, je, da se je najbolj borila na področju medosebnih odnosov. Ločitve, težave v medosebnih odnosih, težko vzpostavlja nek trden, trajen medosebni odnos, ker je bilo toliko enega nemira, toliko ene, rečemo, neizgovorjenih vsebin še v razmerju starši otroci, da je bilo potem to izziv te generacije. In tretje generacije se je pa videlo, ali je splavala, tam, kjer je šlo to, rečemo, na en tak konstruktiven način, pa vsaka generacija imela večji manevrski prostor, je tretja generacija že zelo, zelo neobremenjena s to travmo in razume svet precej globok, precej kompleksno in je že zelo kreativna. To mi reče, glej, zgodbe so bile grozne, občudujem svojo babico, kako je uspela nekako sestaviti svoj svet, sem ponosen na svojo mamo, zato ker je ustvarila neko družino, kjer je trdna in kjer se lahko govori in kjer ni bilo treba skrbeti za njo, ampak se je znašla sama, pomeni, ni bilo treba skrbeti, pazi, da ne bo mami žalostna, pazi, da ne bo nekaj, ampak ti slej pridem in me bo že uštimala, če treba. In kjer lahko rečem, ja, grozne stvari so se dogajale, ampak jaz bom naredil svet drugačen. Potem so tudi take različne linije, recimo ena je bila zanimiva, kar se je pokazalo v vseh teh primerih, je bilo, da je vsaka družina ali pa sploh ta traumirana generacija so ohranili neki. Ali je bil to kos pohištva iz tistega časa, ali je bil to, da se krepi, rečemo, kraj, v katerem so se te stvari dogajale, da se ohranja eno kulturo, eno lepoto, eno bogatstvo tega kraja. In so ljudje res čutijo to pripadnost in res ogromno naredijo in kulturno in naravno na vseh področjih, pomeni en tak razcvet, ki potem gre z generacijo v generacijo. In potem recimo ljudje, ki so ali pa šli nazaj v Slovenijo, so si upali priti nazaj, pa tukaj nadaljevati korenine in jih potegniti v neko smer. Tako, različne poti so se pokazale, ampak vedno pa je bilo ključno to, da se ohranja ta narativ, da se ohranja spomin in da se ga v vsaki generaciji vzpostavlja odnose, ki so bolj sočutni in bolj ljubeči, ki imajo več prostora za, rečemo, čustveno pogovarjanje, za širjenje obzorja otrok. Tudi mogoče eno naklonjenost do otrok, ali pa to, da so otroci nekdo, ki se jih ne bojiš, ko jih ni treba skozi paziti, da ne bo kaj narobe naredili in da ne kar prej pazimo, da zgodba ne prije ven, da ne bo kaj narobe, pa pazimo, da otrok ne bo kaj naredil, da ne bo kaj narobe, ampak da se reče, ne, živ je. In lahko se zanese na to, da bom jaz ga ustavil pravočasno, prej bom naredil bedarijo, ki bi njemu škodila, ampak glej, zakaj ne bi on raziskal sveta in prinesel nekaj novega nazaj. Pomeni se ta odprtost pa pogum za starševstvo, pogum v smislu, da se soustvarja neko življenje, nekega otroka, ne samo regulira, je tudi iz generacije v generacijo rasel.
Še to me zanima, recimo, ali je razlika v predelavi travm strani rabljev pa strani žrtev? Ja je. Dobro, je možno, tudi to pa Tomaž Rezar tako v svoji tej knjigi Dolga pot odpuščanja tako lepo opisal, včasih žrtev postane rabelj do naslednje generacije. A ne, se lahko zgodi. Pomeni, tam, kjer je bila travma toliko težka in nikogar, ki bi jo pomagal nositi in se gre potem v odvisnosti ali pa v agresijo, tam jasno se žrtev spremeni v rabla. Zato, ker se je to groznega zgodilo, da zdaj pa ne pa že noben ne bo govoril, kaj mora pa kaj ne. Tako v tem smislu, ampak dobro, pustimo to pri strani. Razlika je v tem, da storilci se morajo na drug način varovati to travmatično vsebino in sicer morajo preprečiti, da bi se kdaj izkazali, da niso imeli prav. A ne, morajo ohranjati narativ, ki je bil takrat in ki jih je marsikdo, tisti eksekutorji, rečemo, so sicer storili ta dejanja, ampak pravi storilci si ni mazal rok. In pri eksekutorjih, recimo, ne tako, kot imamo teh kup raziskav, teh paznikih v Auschwitzu in okrog, so bili ljudje, ki so morali ohranjati to, so jih popegali to. Meni so to rekli, jaz sem samo opravil svoje delo. In če hočeš ti celo življenje obdržati to prepričanje, jaz sem samo opravil svoje delo, nisem nič hudega naredil, nisem kriv, predstavljate si, kako je s tem živeti. Se živiš 5% življenja, ker moraš skozi paziti, da ja ne bi se izkazali, da mogoče si pa imel možnost, da bi streljil njegov. Pa nisi. A ne, to je ena stvar. In kar je z meni bilo zelo zanimivo, tudi malo preko svojega dela, ko sem videla, je, da ne bi si upala reči statistično, ampak po občutku so družine zmagovalcev skoraj bolj poškodovane od družine žrtev. Je pa res, zato, koliko je žrtev umrlo, ne, pa rečemo, tam smo vse pobili, tako da nekaj ne moramo šteti tega, ampak pri žrtvah je vsem tako, žrtev na nek način ima prav. Žrtev ni kriva, pač ima čisto drugo soočenje s tem, zakaj se mi to zgodilo, kako je to moglo biti, ne, pač so druge vsebine, medtem ko storilc se mora pa ukopati in preprečiti, da bi kdajkoli kaj njegovo zgodbo spodkopalo, zato ker je prehuda krivda. Tudi recimo zanimivo je, kako se Nemčija spopada s svojo zgodovino, pa kako se spopada, rečemo, zmagovalke, a ne v Nemčiji se tem ne govori. Je taka sramota, taka bolečina tega storilskega, da je tako v tem vsakdanjem življenju ta narativ zginil in se šele počas ljudje nekako okrevajo po tem, kar je bilo tam ta masovna psihoza in ta norost, ki je zajela ogromno družin. Pri nas pa, je tudi lahko zelo jasno vidimo, da jaz sem nekdo, ki se je prehitro postavil previsok in mora z vsemi sredstvi skrbeti za to, da je prikril svojo neprimernost za delo, ki ga opravlja. Jasno, to moraš postati trd. In te družine imajo izjemno malo otrok. Pomeni se po ene pa 2 generacijah v bistvu družina zaključi. In pri storilcih je, jaz bi si upala reči več tega, kakor pri žrtvah. Kakor da bi žrtve reči, mi moramo preživeti in nekako tam, kjer ni bilo prehudo, mislim, kjer ni šlo potem nasilje, je več otrok rojenih, ker hočemo ohraniti, hočemo, da gre zgodba naprej. Tam v bistvu bilo pa treba čim prej zbrisati zgodbo in ni, ne hote, čist nezavedno, kaj boš dal naprej? To, da moraš na silo ohranjati svoj narativ zmagovalca, če to nisi. Ali pa mogoče si, pa si na pol, ali pa ne. Tako. Kaj pa recimo v letošnji obletnici sporočiti mlajši generaciji tistega, kar vseeno ostaja dobrega, kar je pomembno
in kaj se lahko naučimo iz vsega, kar smo v tem času preživeli? Jaz bi rekla mogoče en stavek. Mlada generacija je zmagovalna generacija. Mlada generacija je generacija, ki ima svojo državo. Generacija, ki sme ustvarjati svet. Ki ni treba slediti klišejem in ni treba samo kljukati stvari, ki jim predpiše starejša generacija. Ampak glej, to, kar bojo oni ustvarili, tega še ni. Oni so zmagovalci. Zmagovalci evolucije, zmagovalci v družinah, v smislu so preživeli, a ne so nek garant, da je to življenje, kakršnokoli je že bilo, je omogočilo prostor za naslednje poglavje. In to poglavje lahko napišejo sami. Na podlagi vsega, kar je bilo. Pomeni, če je otrok tukaj in ko pogledamo nazaj, so se tako zelo malo površno, mogoče rečeno, morale vse te stvari zgoditi. Ker če njega ne bi bilo. In jaz sem pred kratkim, sem tako pomislila, sem malo precej starejšo, in sem rekla, veš mama, če ti nekaj vseh bedari v življenju naredila, ko si jih, pa mogoče ti je žal za marsikaj. Mene ne bi bilo tukaj. Jaz ti moram biti hvaležna za to, da si se ločila. Jaz ti moram biti hvaležna za to, da nisi končala faksa, pa se preselila zaradi tega. Pa njej ni bilo lahko s tem živeti. Ampak, se je obrnilo v nek nov potencial. In jaz mislim, da je prav, da bi se mladi zavedali, da oni so posledica vsega potenciala, ki se je prenesel naprej, ne posledica vsega, kar je umrlo. Pomeni, so najdragocenejše, najmočnejše in edini vir upanja za vse nas. Ja, zelo lep zaključek, to se pravi zaupati. Zdaj bi povabila še zbrane, če bi kdo želel kaj vprašati. Najprej moram povedati, da sem v prvi vrsti neizmerno hvaležna gospe Marti, da je me sprejela in da sem lahko to zgodbo mojega očeta dala ven iz sebe. Čudovito. In zdaj sem, lahko rečem, po tolikih letih se pomladila za 20 let. Za 80 let ste se pomladila. To je zgodba izpred 80 let. Ja, čeprav sem takrat, ko sem raziskovala sledi očeta, takrat sem pa grozno trpela. In po celotni zgodbi sem potem dobila srčni infarkt. Ja. Hvala, da ste to tvegala, gospa, pa nam dala nekaj to dragocenega. Bilo je pa zelo hudo, ko sem raziskovala sledi očeta po tisti tračnici, ko so ga iz Rusije pripeljali. In potem, ko sem grob našla, in to je bilo zelo hudo, pa priče prosila pa to, da so že vse pokojni. Res, če ne bi bilo gospe Marte, zelo sem hvaležna in tudi sem ponosna, da to lahko potem vidim, ne pa poznanim pokažem, to je zgodba. Ker gospo smo posneli, pa jo predvajajo tudi. Zelo hudo je to, take travme, če tega ne doživiš na svoji koži, kaj to pusti, ne moreš razumeti, ne morejo ljudje razumeti. Koliko poguma je treba, pa koliko bi bilo fino imeti ob sebi ljudi, ko te sprot tolažijo, ko te sprot pomagajo to grozo in bolečino prenašati. In še najhujše je bilo potem, ko mame več ni bilo, ko sem prišla domov, pa sem kaj odkrila, pa nisem mogla mame objeti, pa ji to povedati, kaj sem odkrila mame, po pripovedovanju moje mame, ko mi je dosti pripovedovala o očetu, zdaj pa, ko je ni bilo več, pa nisem imela komu. Saj sem imela, imam 3 otroke, ampak otrok nikakor tega ne razumem. Je predelec stran že, a ne? Ja, koliko bi bilo tudi mami lažje, če bi to zvedla? Ja, se veste, da bi. Hvala, gospa, res to pa. Ona bi morala predavati, ne? Ja. Še kdo? Ja, jaz bi imela vprašanje.
kot za psihoterapevtko. Imam sošolko, ki se je rodila leta 1948. Mama njena je bila v teharjah. To se pravi, možgani ploda se razvijajo, so se pri njej razvijali 48. Avgusta je bila rojena, sredi avgusta. Verjetno. Ampak jaz zadnje čase opažam pri njej besedo se bojim. Meni se zdi pa to tako neumen. Pa se boji za Janšo, pa se boji za me. Pa se boji kaj podpisati na občino. Ja, veš, to bo morala dati naslov, pa bodo vedeli, pa lahko tukaj sinu škodi, pa se boji zastavo izobesati, kar naprej. A je to kaj povezano iz strahovi od mame? Absolutno ja. Pa se da to kaj pomagati, ali bi to ona do smrti takole živela? Tako. Ena stvar gotovo tudi, kdaj je otrok nošen, v kakšnem vzdušju, ima določen vpliv. To gotovo. Poleg tega, ta epigenetika se, tudi kdaj je bila njena mama, kdaj je odraščala in kdaj so nastajale te spolne celice pri njeni mami, so tudi v času, ki ni bil najbolj prijazen. In takrat se telo že na ta strah oglasi, potem še, jasno, otrok vsaj 2 meseca pred rojstvom že sliši. Sluh je takrat do polnosti oblikovan in je marsikaj slišal ta otrok, bi jaz rekla. In tudi marsikaj čutil, tudi tak ekstremen stres pri mami gotovo vpliva na hitrost rasti ploda, na nakup teh dinamik ali pa ritmov. In potem prva leta življenja, če je rojena leta 48, ta otrok je odraščal v smrtni grozi. Če je bila mama na teharjih, je ta otrok rasel v tistem, a bomo preživeli ali ne bomo, v mene tudi odpeljali ali ne bojo. In to se je ugradilo v njene možgane kot otroku, da moraš biti izjemno previden, izjemno pazljiv, paziti, da se ne izdaš, paziti, da ne daš nobenega razloga za to, da bi te prijeli pa peljali pol še v Kočevski Rog, če si že s teharji preživel. V tem smislu je ta strah upravičen za čas, v katerem so nastale te osnovne strukture odzivanja. Je pa res, da če skozi življenje bi s tem otrokom in pol deklica in pol gospo in zdaj damo, se, če bi ona živela v odnosih, ki bi umirili, ki bi sprostili, ki bi nekako dali eno konstanten občutek, da stvari so bolj varne, da so se spremenile, bi verjetno majčkeno manj pritiskal ta strah. Glede na njeno starost, bo pa to kvečemu tega vedno več. In tisto, kar se meni zdi najbolj dragoceno do te gospe narediti, je, da se ne napada direktno njenih strahov, ampak da se samo tolaže. Pomeni, da se ne jemlje toliko resno tega, kar reče, kakor zdaj pa ne se veš Janšo preživ, kaj te briga Janša. Tebe je strah, te je strah zanj, upravičeno te je strah, kar je vedenje, ki kaže na to, da se pač ljudje zelo neprimerno vedejo do njega, ampak, preživele smo, boš videla, da bo v redu. In menjati temu. Pomeni pomagati, krepiti tisto, kar je lepega. Hvala, kako gre otrokom v redu, ali pa kako se trudijo, ali pa kako se borijo s stvarmi, koliko so tvoji vnuki simpatični. A vidiš, koliko je dragocen, da smo imeli te strahove, testamo, ampak hvala Bogu, vnuki bo pa živim drugače. Pomeni, zamenjati temo, ne se kregati na njo, ne je prepričevati, ne je spreminjati, zabavite jo, sprostite jo, lepo se imejte z njo. No, pa še nekaj, kar nisem prej povedala, mogoče še to na njo vplivala. To se pravi, že njena mama, 45. leta je od teh. To se pravi, 42. so tej njeni mami ubili očeta kot vaškega stražarja. Potem je šla ona in sestra v teharje, ki je prišla nazaj, so ji mamo zaprli,
in je bila zaprta na gradu Brestanica, ne? Pa premoženje so jim oduzeli, potem se je poročila, pa je pa te otroke. A vidite, da je čisto pravično, da je ta gospa tako prestrašena? Ker dejansko vse stvari, ki se jih ona boji, so se zgodile v resnici. Pomeni, se lahko zgodijo. Nobeni ne more reči, ne, to se ne more zgoditi. Pa se je zgodilo. Lahko ti ubijajo očeta, lahko ti zaprejo mamo, lahko ti vzamejo premoženje. V tem sedanjem svetu lahko bankrotiraš, lahko ti sesujejo podjetje, lahko te obtožijo nečesa arbitrarnega in te gnajo po sodiščih 30 let. Lahko. Vsak bedak te lahko toži za karkoli in moraš se odzivati. Vidimo primere, to vse dogaja. Pomeni, njen strah je upravičen. Je pa škoda, da bi še zadnji del življenja ta gospa preživela v strahovih, ko že celo življenje živi v njih. Poskuste se z njo lepo imeti. Poskuste narediti nekaj, da klepetata čist navadne stvari in da se imata lepo. Zato, ker to si zasluži, tega ni imela. Ker je živela v razmerah, ki so bile pošastne. A je lahko omogočite par lepih trenutkov. Izven teh zgodb. Te zgodbe živijo same od sebe, v njej. Ampak lahko jo nekam pelete, pa rečete, lej, pa bo vedeli, eno kavico spile, pa bo malo četali. Pa pejte vikne in pa zabavite. Kolikor boste lahko. Kakšno drobno stvar. Ali pa pejte skupaj na grob, pa se zjokite, pa rečete, mama, zakaj si tukaj, ko bi te to rada imela ob sebi. Hvala. Še kdo? Potem pa lahko zaključimo. Draga Katarina, bi se zelo lepo zahvalila za res lepe besede, za, bom rekla, nekak nasvet, da moramo znati sočutno prisluhniti ljudem okoli sebe, sočutno sprejeti resnico in da to tudi pomaga mlademu rodu mu zaupati, da gre dobro naprej. Ja, to je neprecenljivo, to, kar vi delate, to, kar ste prej vprašala, dajte te zgodbe dobiti. Ampak tako, ko je rekla gospa, bodite zraven, ko bo težko, ko se jih raziskuje. Hvala tudi vam za posluh, za obisk.